Poglejmo, kakšne sorte paradižnika sadim na našem vrtu. Bomo pogledali kar 5 različnih sort. Prva je sorta Cherokee, ki je pravzaprav odporna na razne koreninske bolezni, uvelosti, in ta sorta je odlična za vse tiste, ki paradižnik pogosto sadite na isto mesto. Poleg tega pa enostavno ima tudi odlično eksotično aromo in je prava poslastica za vse gurmane. No, pri plodu sorte Cherokee je zanimivo še to, da zgoraj niso tako zeleni kot kakšne druge sorte. To se zgodi predvsem zaradi pomanjkanja kalija. Ta sorta je na pomanjkanje tega elementa nekoliko manj dovzetna, kar je seveda dobro. Kalij seveda lahko dodajamo že pri osnovni pripravi tal v obliki kalijevega sulfata, lahko ga dodajamo tudi v obliki gabazove prevrelke v času rasti. To je seveda dobro in na ta način paradižnik dobi tisto, kar želi tudi za plod. No, jaz pa v času gnojenja tla oživim tudi z organskim gnojilom v obliki pelet. Gre za 100% organsko gnojilo Biogrena. Ta ima zelo veliko mikroorganizmov, dodajam ga kar v času sajenja in na ta način obogatim tla. Ugotovil pa sem pri sadnem drevju, da to gnojilo nekoliko odganja voluharja, zato ga vedno uporabljam tudi v začetku rasti na zelenjavnem vrtu. Ne vsebuje toliko kalija, no kalij pa vsebuje gnojilo Bioplantela Nutrivit. Ta je pa primeren za manjše površine, ta embalaža je za približno 14 kvadratnih metrov, bolj je primeren za kakšne manjše vrtove, visoke grede, tudi v rastlinjaku ga lahko uporabite in to je ena rešitev za gnojenje paradižnika. Pa gremo kar naprej na ostale sorte. No, tukaj je sorta Novosadski jabučar. Ta sorta je enostavno čudovita, ima lepe okrogle plodove, tudi okus je tak specifičen, zanimiv, vrne nas na vrtove naših babic, dedkov, tako da vsi tisti, ki želite klasiko, ki nikoli ne razočara, sadite Novosadski jabučar. Druga sorta pa je tudi Volovsko srce, ki ga v Sloveniji zelo dobro poznamo. Je mesnata sorta, vse te sorte so visoko rasle in ta mesnata sorta ima tudi zelo malo semen, tako da Volovsko srce je idealno za tiste dobre poletne solate. Na to sorto ne boste razočarani. Je pa res, da pri Volovskem srcu nekoliko bolj občutljiv na kakšno krompirjevo plesen. Tudi pojavlja se tisti zelen rob, tako da gnojite s kalijem, da bo potem težav manj. Pri Novosadskem jabučarju pa enostavno nikoli ne boste razočarani nad okusom. Jaz pa na domač vrt sadim tudi eno sorto češnjevega paradižnika, to je sorta Prezioso. Ta sorta enostavno ima čudovite plodove, ne pokajo, lepi rdeči paradižniki in ta češnjevec imajo otroci najraje. Naberajo ga kar direktno z vrta. To je tisto, kar nas v poletnem času praktično poživi, da imamo voljo delati še naprej namesto bombonov. Zelo rodna sorta. Trenutno te sadike delujejo dokaj majhne, ampak to je optimalna velikost za sadike paradižnika, da nimajo prečasnih cvetov, da niso previsoke. Tam okrog 10-15 cm naj bo velik paradižnik. Vsi, ki so večji, enostavno se tudi teže primejo. Takrat, ko izberate paradižnik, pa poglejte, da izberate sorte, ki so ali bodisi v lončkih, ali pa da so kultipaki dovolj veliki, da take sorte lahko tudi sadite. No, ko enkrat posadimo paradižnik, enostavno poskrbimo tudi za zalivanje z morskimi algami, kajti v začetni fazi želimo enostavno spodbuditi ukoreninjenje, razvoj tistih lasastih korenin, hitrejše ukoreninjenje in za ta namen uporabljamo morske alge. Jaz uporabljam kar Plantela organsko za paradižnike. Na ta način pomagam paradižniku, da mu zagotovim tisti dober štart sezone. S takim gnojilom zalivate vsaj
dvakrat v presledku 14 dni, potem v poletnem času se pa zelo obrestuje tudi škropljenje po listih, poraba je manjša, v začetni fazi, ko moramo stimulirati razvoj korenin, pa vsekakor zalivamo z njim in to je tista najboljša naložba za paradižnik, da se bo hitro ukoreninil, dobro napredoval v rasti. No, potem pa imamo tukaj še kralja za balkone, visoke grede. Če imate dovolj široka korita, je sorta Tomsk, to je sorta nizkega paradižnika, ki ne potrebuje opore, zelo dobra izbira, primeren je za vse urbane vrtičkarje, sorazmerno velik plod ima, tam do 250 gramov, lepe rdeče barve, ne poka, tukaj dokaj stabilen, je pa, kot sem rekel, nizke rasti, čeprav je v tej fazi nekoliko manjši od ostalih sadik, z njim zagotovo ne boste razočarani. Sadite ga lahko tudi pod tako nizko zaščito, na ta način ne rabite dodatne opore. Kar se tiče sajenja paradižnika, pa lahko dodajamo tudi dobre sosede. Jaz imam tukaj baziliko, drobnolistna, lahko tudi klasično baziliko genovese. V mestni prostor sadimo običajno solato, kajti med paradižnikom je na začetku rasti dovolj prostora. To je sorta kanasta, to sorto še polži nekoliko manj porajtajo, če se izrazim po domače. Tako da, ja, potem v poletnem času pa lahko spodaj sejemo špinače. Jaz včasih posadim tudi sadike novozelandske špinače. Kombinirate lahko različne vrtnine spredaj, sem v rastlinjaku sejal tudi fižol. Tako da obilo pridelka vam želim, vse dobro, z dobro oskrbo paradižnika, z dobrim štartom, gnojilom in z dobrimi sadikami se zagotovo obeta tudi dober pridelek.